Ja, temu lahko rečeš ekstremna izkušnja, Ja. obenem pa zelo koristna izkušnja za mene. Na leta 81 sem organiziral in vodil svojo prvo samostojno odpravo. Je bila domžalsko-mengeška, trzinska odprava. 7 nas je šlo in smo 3 tedne krasno plezali v prej še neosvojenih področjih. Takrat sem bil prvi na 10 vrhovih, pa 11 novih smeri sem splezal pa to. Vsi skupaj, mislim, smo jih nekaj okrog 20 splezali, novih vrhov. In je bilo fajn razmere, dobro vreme, fajn družba. Potem mogel pa po 3 tednih priti helikopter po nas, pa ga ni bilo. Pri nas lepo vreme, radiozveze nismo imeli, takrat je bilo to tako še zelo ubogo. Imeli smo neka Motorola oddajnike, da smo se med sabo lahko slišali tam po tistih hribih. In pač ni bilo drugega kot čakati. Smo preudarjali, ali bi šla 2 po pomoč, to ono tretje, ampak smo videli, da ni kakšnih šans. Prvič smo imeli zemljevide, ki so bili zelo, zelo približni. Drugič ni bilo smuči, ni bilo sani, kar je pa najhujše, ni bilo hrane. Ker če pa hočeš hoditi, moraš imeti pa dosti hrane na dan, ne. Mi smo imeli pa par 100 kalorij. Že za preživetje samo, brez da delaš, rabiš 1500 kalorij, ne. Tako da smo videli, da se ne bo obneslo. Ne vem, 4. dan, ali potem, ko smo čakali, smo šli vsi v sneg napisati sost, smo shodili noter. In po tistih 20 minutah hoje smo bili vsi na smrt utrujeni, ker smo bili pač lačni. Voda ni bil problem, je bil sonce in smo na črn polnili sneg, dajali in se je topilo lepo. Ampak hrana je pa bila problem, ne. Res, točno opoldne smo se vsak dan zbrali in z eno žlico pojedli tisto, kar se je skuhalo, ne. Ali čokolina ali juha. Tako da nismo mogli nič goljufati pa hiteti. Žlico v usta pa naslednjemu.